Profesor Damjan, znanstveniki in raziskovalci izrecno poudarjate, da si prizadevate za povezovanje in preplet mnogih znanstvenih disciplin. Vendar se še vedno nahajajo vprašanja oziroma kar skepsa povezana z ekonomijo. Je ekonomija sploh znanost? Celo več. Skepso izraža tudi vprašanje, kako je mogoče, da je ekonomija edina znanost, kjer dva ekonomista dobita, seveda ne v istem letu, ampak Nobelovo nagrado za popolnoma nasprotni odkritji. Seveda, striktno gledano, ekonomija je znanost, ker uporablja znanstvene metode pri svojem raziskovanju. Tako da empirične metode, matematične metode, formalizacije, ko z tega vidika je znanost. Je pa seveda problem ekonomije v tem, da se ukvarja z, recimo, ne z naravnim svetom ali pa z recimo fiziko, fizikalnim svetom, pač se ukvarja z ljudmi, se pravi z subjekti, ki imajo pa seveda svoje lastno življenje, imajo čustva, se ne obnašajo kot objekti in tako da v bistvu tudi ne moremo uporabljati teh fizikalnih lastnosti. Čeprav bi si ekonomisti to želeli. Mi bi želeli, da smo dejansko vsi subjekti popolnoma enaki in popolnoma predvidljivi v svojem obnašanju in zato imamo pa te teorije o racionalnem obnašanju pa racionalnih agentih. Ampak nažalost so ljudje pa čisto različni. Vsak od nas je podvržen svojim čustvom in seveda nikoli nismo predvidljivi. Če pogledate druga polja na področju recimo teh družbenih znanosti so podobna, recimo če pogledate sociologijo, filozofijo ali pa pogledate recimo psihologijo. Tudi v psihologiji imate, kup enih stvari, različnih mnenj in večino stvari v psihologiji ne morete, recimo večino izsledkov njihovih raziskav ne morete ponoviti. Več kot recimo 80% njihovih izsledkov empiričnih raziskav, ki so bile narejene z intervjuji, jih ne morete ponoviti. Ti bova še nekaj rekla, vendar bi tu potegnila nekako vzporednico recimo z naravoslovnimi znanostmi, ki so na prehodu iz 19. 20. stoletja prišle res kar mnogo perturbacij in mnogo nasprotujočih si odkritij. Če se spomnite samo Ludwika Boltzmanna, ki je poskušal kolege kar neuspešno prepričati, da so stvari sestavljene iz atomov in da bi lahko te stvari razumeli, moramo razumeti naravo delcev. Pa me zanima, a je ekonomija zdaj v tem času v takem turbulentnem obdobju? Ekonomija je bila v tem turbulentnem obdobju dejansko v nekih 60-ih, 70-ih letih. Ekonomija pred letom, recimo pred drugo svetovno vojno je bila bolj politična ekonomija. Makroekonomija se dejansko se je imenovala politična ekonomija in je bolj bila družbena znanost brez formalizacije. Potem je prišel pa Paul Samuelson, kasnejši Nobelovec, ki je ekonomijo matematiziral in to je nekako potem dalo določena nova orodja za lažjo formalizacijo recimo spoznanj ali pa resnic in takrat smo dobili to krivuljo ponudbe in povpraševanja, ki jo lahko razume vsaka opica. Sicer smo imeli že prej ta koncept, ampak on je to formaliziral v matematiko. Morate povedati, pa v tem času je potekal pa še drug proces, namreč po veliki depresiji je zmagal keynesianizem, se pravi večja vloga države in tako je tisti stari liberalizem, ultraliberalizem dejansko potisnil na stran za nekaj desetletij in v tem času so pa seveda tlela trenja proti temu. Se pravi, korporacije so se branile proti preveliki vlogi države, proti previsokim davkom, ki smo jih uvedli vse posod po svetu po recimo veliki depresiji. In so začeli sponzorirati znanost, ekonomijo, recimo ta čikaška smer, in tam so potem začeli nove koncepte uvajati, ki bi naj, se pravi, ko se temu reče, spravili ljudi ali pa ekonomijo nazaj na fundamente, na osnove, se pravi na osnovne gradnike. Zapravi, da je vseeno, koliko, približno 30 let ali pa 50 let za recimo naravoslovje se na nek način rešila teh spon. Tako je, ampak takrat smo prišli na tele, takrat je Lucas uvedel teorijo racionalnih pričakovanj, racionalni agenti, ki se vsi enako obnašajo in so vsi predvidljivi in tudi oni, za racionalnega agenta je potem ves svet postal predvidljiv, namreč če jih vi agregirate, se pravi vse ljudi agregirate v neko množico, v družbo ali pa na podjetje, potem se oni ne morejo motiti, namreč vse njihove napake
vsak se lahko moti, vsak zase, ampak ko to izpovprečite, se te napake izpovprečijo in tako da v bistvu načeloma imamo mi vedno prav. Ne moremo se zmotiti, ves svet je predvidljiv. Kljub temu, da je velika stohastika, je ves svet predvidljiv naprej in s tem smo nekako fiziko uvedli v ekonomijo, v ta živi svet ljudi, kar se je seveda kasneje pokazalo kot popolnoma nevzdržno. Ampak potem, recimo, ker naravoslovci tudi delujejo v ekonomiji, tudi recimo pri vas na fakulteti jih imate, ne? Vam to daje legitimiteto znanstvene discipline? Ne, pa se mislim, da ni toliko problem tega, da smo mi tole fiziko ali pa to degradacijo delovanja družbenih sistemov na osnovne gradnike spravili na te osnovne gradnike, da je to tak problem, oziroma da nas to legitimira kot znanost. Nas legitimira kot znanost to, da mi dejansko preučujemo določene pojave z znanstvenimi metodami, se pravi metodami opazovanja, uporabljamo empirične metode za, recimo, da raziskujemo, ali sta neka dva pojava med sabo povezana ali ne. To nas dela znanstvenike, se pravi, da nismo religija, ali pa dogma, ki je naprej določena, ampak da poskušamo stvari, koncepte, ki jih nekako opazujemo v življenju, da jih poskušamo tudi racionalizirati in jih tudi empirično, izkustveno preveriti. To nas dela znanost. Se pravi, da deluje v enakih epistemoloških kriterijih kot pa naravoslovne znanosti? Definitivno. Zelo podobno s tem, da je pač tale svet, živi svet, svet ljudi, bistveno manj predvidljiv, ker recimo molekula se obnaša vedno v istih pogojih, vedno enako, mi pa se kot ljudje, kot gradniki družbe, se pa ne obnašamo vedno enako, ker nismo enako razporejeni seveda. Nekako velja, da skušate ekonomisti s svojim delom izboljšati kvaliteto življenja ljudi, ne? To ste nekako malo približno nakazali. Pri tem pa se pogosto mešajo tudi zunanji dejavniki, pogosto predvsem pa politični, ne? Je torej ekonomija korektivni dejavnik ali pa izhodišča za delovanje politike in je zato z njo tudi tesno povezana? Seveda, če bi mi prepustili svet, recimo, čistemu darvinizmu, da bi se vsak boril samo za svoje interese, bi seveda dobili tukaj kaos, kot recimo smo ga poznali v starih družbah, ali pa tudi recimo divji zahod, 200 let nazaj. In zaradi tega je seveda treba oblikovati po eni strani regulirati te ekonomske procese, na drugi strani pa potem potrebujemo seveda tudi zakonodajo, regulacijo. Tako da v bistvu to gre z roko v roki. Mi ne moremo sveta prepustiti samo trgu, oziroma pravilom močnejšega, ampak je treba te zadeve regulirati, da dobimo optimalne izide, kot se temu reče. Če tega ne bi regulirali, potem bi pač seveda dobili velike monopole, najmočnejši bi zmagali, bi naredili svoj monopol in potem ne bi bilo dobenega razvoja spodaj, ne bi bilo inovacij in tako naprej, ker bi te veliki vse zatrli. Z tega vidika probamo mi kot ekonomisti svet narediti boljši, tako da dejansko poskušamo pojasniti, kako se obnašamo kot posamezniki in seveda kako se to naše obnašanje, ko je treba to naše obnašanje dejansko nekako kanalizirati, da ne bi zašli v darvinistični svet. Prej ste omenili že kar recimo Čikaško šolo pa Keynesiance, potem pa tudi druge šole ekonomske poznamo, a vse uporabljajo enake metode in pa dosledno, mislim, konsekventno pač razvoju svojih pač raziskav, kot ste prej omenili, da je ekonomija že le razvila metode in pa načine, kako znanstveno pristopati k problemu. Ja, vse ekonomske šole večinoma uporabljajo povsem enaki instrumentarij, se pravi od formalizacije, se pravi od matematike do empiričnih metod. Seveda, kar je problem v ekonomiji, je pa to, da ima vsak od nas svoje prepričanje in da je tukaj ideologija potem počasi nastopi. Zelo znana, pa ena najbolj znanih raziskav je tale od Jamesa Levinsona iz leta 1982, objavljena v American Economic Review, na temo, kakšne učinke ima smrtna kazen, ali odvrača od zločinov, ali jih pospešuje. In on je poskušal on je vzel podatke recimo za vse ameriške zvezne države o številu smrtnih kazni pa o številu zločinov. In je potem poskušal ugotoviti, ali smrtna kazen to kasneje pospešuje ali zavira število zločinov. In kaj je ugotovil?
Ugotovil je, da je to odvisno od tega, kakšno percepcijo oziroma kakšna predhodna stališče imaš o tem, kakšno je tvoje ideološko stališče do tega vprašanja. In potem je oblikoval 15 različnih modelov na podlagi 15 različnih ideologij in je dobil 15 različnih rezultatov. Na osnovi osebnostnih preferenc. Tako je, ker ti dejansko empirični ali pa ekonometrični model zastaviš, daš nočne spremenljivke notri ali jih ne daš, ali pa lahko recimo zelo enostavno, lahko neko spremenljivko ti diferenciraš, lahko jo logaritmiraš ali pa ne. In dejansko ti s tem, kakšno je tvoje predhodno stališče do tega vprašanja, takšen rezultat boš dobil. In to je ključno. Mi na ustrezen način zastavimo eksperiment oziroma empirično metodo, pravimo tiste metodo, ki nam najbolj koristi, in če nam rezultati ne ustrezajo, potem pač toliko časa delamo, da dobimo pravi rezultat. In to je najbrž v vseh znanostih dokaj podobno, da nam dejansko naša predhodna stališča ali pa ideološko prepričanje determinira rezultate. Razen mogoče nekaterih tistih čisto, recimo, ne vem, fizikalnih, ko iščejo Higgsov bozon, tam najbrž osebnostna naravnanost ni toliko pomembna. Ali pa, tudi tam je, poglejte, a ste kreacionist, ali pa verjamete v evolucijo. In tukaj tam se ločijo med sabo, tudi v fiziki je ta problem zelo velik. In potem tisti, ki so kreacionisti, se ne bodo ukvarjali s takimi zadevami, s takimi raziskavami. Profesor Damjan, laikom se pogosto zdi, da se v ekonomiji vse vrti okoli denarja. Rečeš ekonomija, asociacija denar, ne? Kako se ekonomisti spopadate z dejstvom, da tudi sam denar menja neko vrednost? Ljudje namreč pojmujejo denar kot v bistvu največjo vrednost vsega. Denar ima pač te svoje funkcije, veste, kot hranilec vrednosti, kot menjalno sredstvo in tako naprej. Ne vem, če se vrti toliko okrog samega denarja, koliko se vrti okrog premoženja, okrog bogatstva. Denar je pač ena izmed oblik premoženja, imate pa potem druge oblike, vrednosti papirji, realno premoženje in tako naprej. Je pa res, da je to v bistvu to reči drugače formuliral, da ne gre za denar, ampak za materialni interes. V bistvu mi dejansko dajemo prednost materialnemu interesu, nečemu, kar lahko izmerimo kot premoženje, pred tem, kar ima recimo nekaj večji družbeni pomen. Recimo, v ekonomiji imate, pri vodenju podjetij imate dva temeljna koncepta. Eno je tale shareholder value, da je funkcija podjetja, da ustvarja dobiček za lastnike. To, kar so potem ameriške univerze recimo nekako ta koncept forsirale, ker se je pa pokazal kot izjemno škodljiv, ker potem pač podjetje napihuje vrednost svojih delnic in ne vlagajo v razvoj. Potem imate pa na drugi strani stakeholder koncept, ker pa dejansko podjetje, ker je funkcija podjetja, da ne gleda samo na dobiček za lastnike, ampak za vrednost za celotne, za vse deležnike. Se pravi, tudi za okolje, tudi za zaposlene in tako naprej, pa za širšo družbo. Ampak ste konstruirali neko mero, ker se vse meri, tehta in tako naprej. Poglejte, vi morate nekako stvari nekako izmeriti, če hočete učinke pokazati. In tukaj smo pač mi, ekonomisti, poskušamo stvari izmeriti in optimizirati. Ni pa nujno, da imamo prav, ker s tem, ko nekaj probamo izmeriti, je vse odvisno od tega, ali smo pravilno izmerili, ali smo pravilni pristop uporabili, znamo to izmeriti in je to res tisto najbolj merodajno na koncu. Se pravi, je to, koliko imaš premoženja v življenju, oziroma koliko si uspel v življenju pridobiti materialnega premoženja, je to tisto, kar je ključno, kar te determinira kot človeka, ali je bolj pomembno, da imaš družino, da imaš prijatelje in da imaš recimo kvalitetno življenje. Še nekaj prej ste omenili mikroekonomijo in makroekonomijo, kjer se ta pojma se seveda v javnem diskurzu kar pogosto pojavljata. Pa me zanima, a makroekonomija temelji na primerih mikroekonomije in kako je to pa nekako povezano s politiko? Res je taka percepcija javnosti, laikov. Že prej sem malce omenil, makroekonomija ni obstajala recimo do druge svetovne vojne, obstajala politična ekonomija, šele po Keynesu je nekako se to razvilo kot makroekonomija, torej kot veda, ki preučuje gibanje, trende agregatov v ekonomiji. Mikroekonomija je bila pa seveda na osnovni ravni, na ravni subjektov, podjetnikov, potrošnikov.
tako naprej. In to so poskušali potem nekako integrirati. Ne. Sam jaz sem bil tisti, ki je naredil to neko neoklasično sintezo v svojem učbeniku v 40 letih. V tem 60 letih pa od Lukasa naprej so pa poskušali makroekonomijo utemeljiti na mikrofundamentih. Se pravi, da na makroekonomiji je enostavno makroekonomisti prej niso nikoli štartali iz gradnikov, pravi iz subjektov, iz računalnih agentov, ampak ker so pač vedeli, da se makroagregati, recimo kot je bruto domači proizvod, kot so cene in tako naprej, obnašajo, imajo neko svojo dinamiko obnašanja. Ni nujno povedano s tem z posamezniki, ker namreč ko ti se s posameznim njihovo obnašanje recimo agregiraš, je to lahko vodi v čisto neke divergentne smeri. In šele v 60 letih, 70 letih so to potem to mikroekonomijo vpeljali noter v makroekonomijo in tukaj je zdaj največji spor, ki ga imamo. Dejansko, da ta mikrorevolucija, ki se je zgodila v 70 letih, nas muči še danes, ker so potem začeli graditi tako imenovane DSG modele, Dynamic Stochastic General Equilibrium modele, ki temeljijo na mikroobnašanju ljudi, ampak problem teh modelov je, da temeljijo na nekih zacementiranih relacijah in da s tem modelom ne moreš nič napovedati. Ta model, ki se sliši blazno, teoretsko super, ne more pa napovedati bruto domačega proizvoda za en kvartal naprej. Kaj še inflacija. In ta poskus ali ta mikrorevolucija v ekonomiji je v bistvu neke vrste slepo črevo in zdaj se spet ekonomisti zavedamo, da se makroagregati obnašajo čisto drugače. Ker ti ne moreš samo agregirati obnašanja racionalnih posameznikov, ker se mi racionalno ne obnašamo. To je nek problem. Ja, poglejte, me zanima vseeno, a obstajajo v ekonomiji neke zakonitosti, ki ne bi spreminjale družbo? To sprašujem zaradi tega, ker obstaja mnenje, da se ekonomija v bistvu obnaša po zakonih termodinamike. Recimo pravijo, da principa centralnega planiranja ne dovoljuje drugi zakon termodinamike. V nasprotju recimo ta kreativna destrukcija, o tem ste vi tudi pisali, to je Schumpeterov v bistvu izraz, ali kako bi rekli, pa je popolnoma v skladu z drugim zakonom termodinamike. A to sploh ekonomisti ignorirate ali se kaj tega zavedate recimo? So ekonomisti seveda, ki precej delajo na tem, ampak mislim, da je ta zadeva že v osnovi zgrešena s tem, ko poskušamo ekonomijo primerjati s fiziko. Ekonomija ni fizika, enostavno. Se pravi, osnovni gradniki v ekonomiji se ne obnašajo vedno v enakih pogojih vedno enako. Ko pa v fiziki to imate. In dejansko na podlagi tega, karkoli iz tega, kakšnekoli sklepe iz tega ven potegniti ali pa delate velike teorije, na podlagi tega je v osnovi zgrešeno, ker ne bo veljalo. Schumpeterova teorija kreativne destrukcije je tak lep koncept, ki gre lepo v oko, ampak v praksi je pa to izjemno, recimo temu, boleč proces, ki v praksi dejansko ne velja. Namreč, če gledate recimo, kaj se dogaja po krizi. V času krize načeloma precej podjetij propade in po skladu z Schumpeterovo filozofijo je to dobro. Slabe stvari se očistijo in nastala bodo nova podjetja, ki bodo nadomestila staro. Ampak v praksi se pa to pokaže tako, da če imate vi nek trend rasti in pride do krize in pride do padca BDP-ja, se ta BDP ne vrne več nazaj na prejšnjo trajektorijo. Kaj šele po Schumpeterovi teoriji bi morali biti pa višje, da ta trend bi moral biti višji. Ampak se pokaže, da v tem času, ko propadejo določena podjetja, se to ne nadomesti z novimi. Preden vi eno novo podjetje zgradite, recimo iz nič zaposlenih na 1000 zaposlenih, traja 30 let. In tako ta Schumpeterova teorija je sicer lep koncept, ki ga tako radi ponavljam, ampak v praksi pa dejansko je ne morem dokazati. To je pa zanimivo, recimo, če berete pač neko literaturo ekonomsko ali pa tudi recimo njej sorodno, pravijo, da se razvija novo področje ekonomofizika, ki kombinira tisto, kar je že znanega v fiziki, recimo povezavi s ekonomijo. A ste to kaj zasledili? Ja, ampak s tem smo mi soočeni zadnjih 30-40 let, ampak to so vse koncepti, ki enostavno, ki so zelo kratkovidni. Vi ne morete modelirati ljudi na enak način, kot modelirate
trde delce. Enostavno ne gre, mi se obnašamo drugače. Trdi delci se pač ne razmišljajo, nimajo sentimentov, recimo. To bi samo predvidevali, da recimo, ko se dva dogovarjata o pogodbi, se pravi o tem, da se boste dogovorili o določenem poslu, da ga boste sklenili, če so vsi pogoji izpolnjeni. Ampak lahko se zgodi, da je nekdo slabe volje in tisti dan pač ne bo posel sklenjen. In to fiziki ni mogoče. V ekonomiji pa je in zaradi tega pač gredo stvari navzdol, ker smo pač mi bitja, ki imamo čustva, imamo svoje sentimente in se neracionalno obnašamo. Fiziki je pač en delec, en atom, se ne more neracionalno obnašati. A imate ekonomisti probleme z empirijskim dokazovanjem? In pa seveda me tudi zanima, ali so eksperimenti v ekonomiji moralno vprašljivi? Seveda, tudi eksperimenti v biologiji in tako naprej so moralno, etično vprašljivi. Poskusi na živali. V ekonomiji imamo kar nekaj tega behavioral economics, vedenjska ekonomija, temelji na eksperimentih in ti stari eksperimenti, kot je bil tale Princetonski, iz univerze Princeton, pa recimo tale zapor, tale klasična Stanfordski eksperiment, ker so dejansko ljudi razdelili na dve skupini, eni so dali vlogo paznikov, drugim so dali pa vlogo jetnikov, in potem se je pokazalo, kako se ljudje lahko hitro spremenijo na podlagi vloge, ki jim dajo v življenju, se potem hitro spremenijo v svoje neko kruto različico, kot recimo v drugi svetovni vojni, in so morali eksperiment prekiniti, potem je bil tudi posnet znan film, ampak seveda, z tega vidika so ti eksperimenti seveda tudi moralno vprašljivi, ampak to je seveda po drugi strani, ker če vemo, da je eksperiment in ga kontroliramo, nam pa omogoča določen pogled v to, zakaj se tako obnašamo, kot se obnašamo, zakaj nismo atomi, zakaj dejansko se v istih pogojih lahko zelo različno obnašamo na podlagi funkcije, ki nam jo daje v življenju. Zakaj smo potem eksperimenti postali na nek način hot topic v recimo teh visoko citiranih objavah, teh revijah, kamor ste vsi raziskovalci seveda očarani od tega, če vam objavijo kakšni taki reviji? V bistvu ta vedenjska ekonomija ni tako zelo visoko, recimo temu, obrajtana v akademskih revijah, ker gre za precej mehko znanost. Recimo top 5 revije na področju ekonomije, če začnemo z American Economic Review, ne marajo preveč tovrstnih raziskav, ker so preveč mehke. Se pravi, ker samo ni mogoče stvari dokazati na nek enoznačen način. V teh revijah, znanstvenih revijah, ki so recimo top 5 ali pa recimo top 20, imajo najrajši matematični pristop, ki izgleda eksakten. Takoj, ko imate pa eksperiment, ki temelji na opazovanju, kako se obnašajo določeni subjekti, je pa takoj sporen, ker vi lahko vplivate na to v eksperimentu, v katero smer bo šla dinamika. In te revije preveč ne marajo. Je pa res, da je to dober eksperimentiranje, ta vedenjska ekonomija je zelo dober način, da spoznavamo sami sebe, zakaj se obnašamo tako kot živali ali pa malenkost bolj racionalno kot živali. No, to, kot pravite, se ekonomija pri raziskavah vedno bolj povezuje s psihologijo, pa konec koncev tudi letošnja Nobelova nagrada je bila topogledno povezana s tem. Kaj bi vi rekli, koliko ima potem recimo skupnega, recimo ta racionalna odločitev recimo človeka, če gledamo iz eksperimentov in s tem behaviorizmom? Ljudje smo omejeno racionalni, ta bounded rationality, mislim, da je trenutno najboljši koncept, se pravi, racionalni smo recimo zelo na kratek rok, se pravi na dogodke, ki so neposredno pred nami, na daljši rok pa smo vse manj racionalni, se pravi, naše predvidevanje na daljši rok je bistveno manj natančno, se pravi, ne moremo zadeti, kaj se bo zgodilo, ker se pač sentimenti spremenijo. Na kratek rok smo lahko vsi zelo dokaj racionalni, seveda, če upoštevamo vse teh stohastičnih vplivov, šokov, ki se lahko zgodijo zunaj, ampak načeloma smo racionalni na kratek rok, na dolgi rok pa ni mogoče biti racionalni, tako smo pač človeška bitja, imamo svojo psihologijo. Kako potem lahko preučujete recimo dolgoročnost recimo nekih reformnih prijemov?
Seveda, to je pa mogoče, glede, tukaj je pa glih ta velik spor na podlagi teh, ki so na mikro zastavili ekonomijo, na mikro, seveda mikrofundirane makromodeli, ki so zelo matematično nastavljeni in ki poskušajo iz racionalnega obnašanja posameznikov ugotoviti dolgoročno dinamiko. In ti modeli so se pokazali kot izjemno slabi v napadovanju česarkoli. Na drugi strani imate pa te velike makromodele, kot imenujemo ekonometrične modele, ki pa pogledajo relacije iz preteklosti, se pravi dolge časovne serije in iz teh ugotovimo te strukturne parametre, se pravi kako se dejansko v podobnih situacijah ljudje obnašamo, ampak na agregatni ravni, kako se agregat obnaša, recimo bruto domači proizvod, ne kako se obnašajo posamezniki. In ti modeli, ki jih tudi uporabljajo občasno centralne banke pri napovedovanju bodočih dinamike rasti, cen in tako naprej, so bistveno bolj natančni. Čeprav abstrahirajo ta mikrodel racionalnosti posameznikov, ampak gledajo, ti makroagregati imajo povsem drugačno dinamiko. Kakšna recimo potem trend teh tipov raziskav prevladuje recimo v ekonomiji pri Slovencih? Za slovensko ekonomijo je težko reči, ker smo bili dolgo časa precej izključeni. Zdaj, na svetovni ravni je bil nekaj časa ta trend teh teoretičnih raziskav, zelo formaliziranih, matematičnih. Zdaj po tej krizi se pa vrača nazaj ta empirično preverjanje, te empirične raziskave so vedno bolj zaželene. Slovenci, kot sem povedal na začetku, nismo bili kaj preveč vključeni v to zadevo zaradi bivšega sistema, v katerem smo bili socializem in smo bili dejansko odrezani od tega iz svetovne ekonomije, akademske ekonomije. Zadeva se je začela popravljati seveda po osamosvojitvi in sploh, ko je ta nova generacija, mlajša generacija, ki smo šli študirati ven, smo se seveda potem zunaj soočili z načinom poučevanja ekonomije, doktorskega študija in potem smo začeli preučevati stvari. Mi smo večinoma empirični. Zdaj, če gledam na tele moje kolege tukaj okrog, večinoma uporabljamo empirične raziskave, manj teoretske raziskave, ker na tej ravni nismo tako močni. Je pa nekaj, recimo, ljudi, matematike in fizike, ki so se pa začeli ukvarjati z ekonomijo, kjer so prinesli ta znanja in to formalizacijo tam. Ampak še vedno mislim, da je glavnina nas je na empiričnih raziskavah. Če sva govorila o povezavi ekonomije s psihologijo, se postavlja seveda vprašanje vpliva vlade oziroma politike na kreiranje določenega konteksta, da ljudje posežejo po določenih nekih odločitvah. Lahko v takih primerih govorimo o libertarnem paternalizmu, ko nekdo zate določa, kaj je v redu, kaj pa ni. Se v teh konceptih pa vključujejo tudi behavioristi zraven? Tukaj imate zdaj načeloma dva bregova. En breg je ta, da se država ne vmešava preveč v delovanje subjektov, čisti libertarni vidik, ker država samo škodi. Na drugi strani imate pa paternalistični vidik, da je država tista, ki mora zagotoviti recimo vse robne pogoje in spodbujati podjetja. In tukaj se seveda behavioristični vidik uporablja, ampak bolj na tej libertarni strani, ker poskušajo izkoristiti recimo to njihovo željo po tem, da bi svet pojasnjevali na fizikalni način in da bi v svoji ideološki želji, da bi državo čim bolj izključili, poskušajo dejansko forsirati, da se država zmanjša na minimum. Jaz mogoče lahko to zdaj pojasnim na ravni konceptov, ki so nastali v ekonomiji, na makroekonomiji, na dolgi rok zaradi tega. Recimo, libertarci ali pa ta libertarna veja od Lukasa naprej je poskušala državo spraviti povsem na margino. Čikaška šola, država se ne sme vmešavati noter in tudi tam, kjer so se pokazali, da je država koristna, ko pride do ciklov, do gospodarskih ciklov, se pravi recesija, konjunktura, da država v recesiji ne sme posegati. Kjer vlada vedno naredi napako. In tako so potem Lukas razvil teorijo, teh racionalnih pričakovanj, kjer je poskušal pokazati, da če vlada v času krize intervenira z recimo monetarno politiko, ne bo to imelo nobenega učinka, ker so ljudje racionalni in predvidijo naprej,
kaj bo ta ukrep prinesel in se naprej pripravil in celoti izničil ta učinek države, ne? Kar je seveda zgrešeno v praksi. Ne? Na drugi strani ste imeli pa Barota, tudi iz čikaške šole, Robert Barro, ki je pa razvil koncept tako imenovane rikardijanske ekvivalence, ne? Da če država danes recimo poveča javno trošenje, da bi recimo za več izdatkov v šolstvo ali pa v gradnjo infrastrukture, se ljudje danes že zavedajo, da bo zaradi tega v nekoč prihodnosti morala dvigniti davke in zato danes že skrčijo svojo potrošnjo. In to pomeni, da tudi ta fiskalna politika države ne more imeti učinka, ker se agregatno povpraševanje zaradi tega zmanjša. Se pravi, ta rezultat teh konceptov čikaške šole je, da država ne sme posegati v gospodarstvo, ker itak nič ne naredi, kvečem naredi škodo. Ta kriza je pa seveda pokazala, da je ravno nasprotno, da če ne je bilo poseganje države z monetarno politiko, pa s fiskalno politiko, bi mi šli z neko bistveno globljo gospodarsko krizo, kot smo jo bili deležni. V Sloveniji se država ni preveč vmešavala, vidite, da je bila ta kriza bistveno globlja, ker nismo šli recimo v sanacijo bank, nismo fiskalne politike uporabili, in je potem zaradi tega kriza bistveno globlja. ZDA v srču te liberalne šole so pa takoj uporabili obe politiki, se pravi, takoj, ko je kriza nastopila, so šli v sanacijo bank, monetarni stimulus so dali, fiskalni stimulus, in so ZDA šla ven iz krize po enem letu in kar lepo raste med 2 in 3% na letni ravni. A glede tega obstaja nek konsens recimo med slovenskimi ekonomisti, seveda v skladu tudi s politiko, to, kar ste rekli, ne? Zdaj, vprašanje kakšen konsens iščete, ker v Sloveniji imate zelo malo ekonomistov, ki javno dejansko sploh nastopajo ali pa so pripravljeni javno izraziti svoje mnenje. Večinoma je ta moja generacija, pa še malce mlajši, ko smo nekoliko bolj aktivni, sta starejši pa se več ne oglašajo, kaj preveč. Zdaj, konsens na svetovni ravni je, ki ga je tudi zadnjič Olivier Blanchard, se pravi nekdanji glavni ekonomist IMF-a, lepo napisal je, da je v času krize seveda stimulus potreben in da je to nekako splošno spoznanje. V Sloveniji pa nisem zasledil, da bi zdaj do tega prišlo do kakšnega konsenza. Potem imamo še v bistvu nas je samo par ekonomistov, recimo na eni strani imate politiko Umarja, se pravi direktorja Umarja, ki je dosti neoliberalno, libertarno usmerjen, čim manj države, pa tako naprej, država ne sme posegati. Na drugi strani sem bil mogoče najbolj glasen jaz, ker sem zahteval v času krize, da se država bolj angažira, predvsem na fiskalni strani, da pomaga pri okrevanju gospodarstva. In ko ostali ekonomisti so se pa, razen Šuštaršiča, so se pa nekako držijo nazaj in ne posegajo v to debato. Saj jaz imam tak občutek. A je, kvota znanja nima takega obsega, da bi recimo zelo afirmativno nastopali? Nekako se mi zdi, da se nočejo izpostavljati, večina ekonomistov, ker ko se enkrat izpostaviš, si pol deležen tudi kritiki in potem je za veliko ljudi je to dokaj neprijetno. Se pravi, se javno izpostavljati in diskutirati o svojih pogledih. Bolj udobno je delati svoje delo nekje in imeti mir. Ja, vprašanje na dolgi rok, kar učinka. No, kakorkoli. Poglejte, v kontekstu ekonomske rasti ali pa stagnacije se pojavlja tudi vprašanje korupcije in pa klientelizma. Kako lahko ekonomija pri tem meri relevantnost tega pojava? Lahko se pri takih vprašanjih tudi posluži eksperimenta, ko smo prej nekako, vse kar se mene tiče, vztrajala na tem eksperimentu. Seveda, eksperimenti so tukaj, te eksperimenti seveda so bili že narejeni in dejansko, če ste brali tele izvedenske ekonomije, te osnovne eksperimenti, se pravi, kako se mi obnašamo na tega, ali smo bolj altruistični, ali bomo nekomu dali denar, ali bomo nekje vzeli denar, recimo, če ste brali tale prvo knjigo The Freakonomics, tam je bil tale eksperiment z žemljicami, se pravi, da en gospod je v eni stavbi, vsako jutro prodajal žemljice in potem ni pobiral denarja, ampak smo kar v košari pustili denar.
In potem so na podlagi teh rezultatov, in potem ste imeli dva nivoja, tisti, ki so bili nižje plačani, in pa tisti v zgornjih nadstropjih, ki so bili više plačani menedžerji, kakšen rezultat boste dobili. Pokazalo se je, da so v bistvu bolj goljufali tisti tam zgoraj, bolje plačani, kot pa tisti spodaj, ki so bili manj plačani. To je en tak eksperiment, koliko smo pošteni, ampak seveda v osnovi, mislim, da je ta rek, ki ga imamo tudi v Sloveniji, najbolj relevanten, in to je, da priložnost delate tu. Če ni regulacije, če mi vemo, da ni sankcij, potem se bomo seveda tudi ustrezno koruptivno obnašali. Če pa vemo, da so sankcije, bomo pa pazili, kaj počnemo. In enako je seveda pri klientelizmu in korupciji. Če tukaj nimamo regulacije, potem seveda pride, da idemo v velik kaos. A mislite, da sta potem klientelizem pa korupcija stvar osebnostne naravnanosti ali je to stvar neke kulture, naroda recimo? V bistvu je to vse skupaj povezano, se pravi, kultura je tudi rezultat dejansko preteklega dogajanja, evolucije, ki se je tukaj zgodila. So države, ki so je bila regulacija tega v preteklosti izjemno šibka in so seveda na nižji neki, recimo temu, kulturni ravni, ali pa kot manj razvite družbe, in tam je nekje normalno. Jaz recimo poučujem predmet korupcije in razvoj, in to je mednarodno, za mednarodne študente, in tukaj se srečujem recimo študenti iz celotnega sveta, recimo bivše Sovjetske zveze, Latinske Amerike, Evrope, različnih delov Evrope in tako naprej, in tukaj se pokaže, kako je recimo ta pojem korupcije, kako mi percipiramo korupcijo, zelo različen med različnimi kulturami. Recimo nekaj, kar je recimo v državah bivše Sovjetske zveze percipirano kot popolnoma normalno dejanje, recimo, da ti uradniku, da hitreje dobiš pasoš, ne v 3 tednih, ampak v enem tednu, plačaš neko majhno napetnino, podkupnino, je za njih normalno, ker pospešiš proces. Vem, ko je pa v naših krajih, je pa to popolnoma nesprejemljivo dejanje, in to so te razlike v kulturi, ki vplivajo na to. Hkrati je seveda pa ta drugi dejavnik, da če pa mi sprostimo stvari, da pomeni pa, da se bomo tudi vsi, če ne bo nihče sankcioniral naših dejanj, se bomo pa vsi začeli enako koruptivno obnašati, ker je to najbolj racionalno. Zakaj bi bil pošten? Ja, a lahko potem znanost recimo te pojave recimo nekako rešuje ali pa zmanjšuje s pojavom novih tehnologij, ne? Zanimivo se mi zdi neka obsežna evropska študija, kjer se je pokazalo, da javno mnenje ocenjuje, da se je stopnja korupcije od leta 1 do 16, to se pravi 15 let, zvišala za več kot za 200%. Ne? To je presenetljivo, ampak javnost pa o tem ni kaj dosti govorila. Zdaj ne vem, kako so zmerili, ker nam znam te raziskave, kako so zmerili recimo tole koruptivnost, s čim jo meriš. Ker imamo te tradicionalne metode, ali pa te Transparency International, imajo tole znano Corruption Perception Index, indeks percepcije korupcije, ki ga potem za vse države merijo, ampak tudi sami v Transparency International priznavajo, da ta indeks ni najboljši. Namreč odvisen je od tega, prvič od kulture, kako v kateri državi percipirajo stvari, drugič odvisen od tega, od pojava koruptivnih primerov v tistem času. Tako da recimo gledate na najvišje gor, po tem indeksu korupcije so skandinavske države, ampak tem je pa problem, ko pogledate pa recimo, kakšne so navade v skandinavskih državah, recimo Finska, imamo primer Patrie, imamo potem Švedsko, Telia, Sonora in tako naprej, tam določeni pojavi, kot je recimo podkupovanje v tujini, ni koruptivno dejanje, ni neetično dejanje. Zaradi tega oni, Finci, ko gledajo, ko merijo, ko jih sprašujejo glede korupcije, Finci tega ne bodo označili kot koruptivno dejanje in zaradi tega bo tudi ta indeks koruptivnosti nižji tam. Potem na drugi strani imate pa v Sloveniji, kjer je to koruptivno dejanje, bomo seveda, če opazimo in če se v zadnjem času povečalo število tovrstnih dejanj in smo jih zasledili v medijih, bomo nenadoma dobili občutek, da je naša družba zelo koruptivna in ta indeks potem kar skače sem pa tja, v odvisnosti od tega pojava. Jaz sem dal tudi mojim študentom potem za magistrsko nalogo, da se ukvarjajo s tem, se pravi, da gledajo, kako dejansko na ta indeks koruptivnosti vplivajo pogostost ali pa medijska prisotnost določenih dejanj. A potem znanost s svojimi eksaktnimi metodami ne more recimo zmanjševati, to so seveda negativni pojavi, da bi na nek način seveda na dolgi rok vplivala, recimo v spremembi, recimo percepcije tega.
ali pa kulturnega obnašanja. Kar lahko znanost tukaj naredi, je, da mi opazujemo, da mi opazujemo, kako se obnašamo ljudje v določenih situacijah in pa seveda v odvisnosti od naših značilnosti posameznika in od kulture časa, v katerem živimo, in na podlagi tega dajemo ne nasvete, ampak spoznanja. To je naša vloga. Zdaj, da mi spreminjamo, je težko, ampak lahko pač damo nastavke, recimo našim voditeljem, politikom, zakonodajalcem, da pripravijo zakone na ta način, da bi negativne trende, negativne vplive nekako zmanjšali. Ampak kaj več pa kot znanstveniki seveda ne moremo narediti. Še to me zanima, kako pa vi vidite ekonomijo prihodnosti? Pa spet vprašanje od začetka, se lahko ona kaj nauči iz fizike, recimo biologije, medicine, predvsem pa iz nevroznanosti? Tu so zdaj veliki trendi, predvsem na področju nevroznanosti. Na ta način lahko dobimo določena nova spoznanja, se pravi recimo kako neko sliko, ki jo vidimo, kako to vpliva na naše odzivanje, na druge stvari. To so koristni koncepti, ampak v osnovi, ekonomija je tako široka zadeva, ker mi se ukvarjamo dejansko z makroekonomskimi, gospodarskimi gibanji, z agregati, da nam tukaj fizika kaj preveč ne more pomagati. Imamo opravka z ljudmi, imamo ljudi, ki se morajo vsak dan sprejemati odločitve, vsako uro, vsako minuto moramo sprejemati določene odločitve in tukaj nam fizika kaj preveč ne more pomagati, razen da lahko recimo z big data, z temi podatkovnimi bazami nekako opazujemo vzorce, kako se obnašamo, ampak še vedno pa, da to pojasnimo, zakaj se tako obnašamo, moramo pa vedno razumeti kontekst. V katerem času se je dogajalo, v kateri kulturi, kaj se je predtem zgodilo, ker samo obnašanje kot takšno, se pravi ta vzorec, ki ga opazimo, nam z nekimi recimo fizikalnimi metodami ali pa temi načinom razmišljanja nam ne pomaga naprej, ne pomaga nam pri tem, da bi lahko napovedovali ali pa recimo napovedovali gibanja naprej ali pa da bi na podlagi tega lahko pripravili ukrepe, ki bodo v bodoče učinkoviti. Še vedno moramo biti nazaj k tradicionalnim metodam in to je pokazala tudi ta zadnja kriza in mislim, da ekonomija gre nazaj, da gremo v te tradicionalne metode, se pravi, kako se dejansko ti veliki agregati nekako gibljajo, še najbolje pojasnimo bodoče makroekonomske agregate.